Živijo. Zdaj bom malo počakala, da če se mi še kdo pridruži, da ne bom mogoče imela monologa. Tako da. Če ne bom pa tudi imela monolog za naslednje pol ure. Tako da. Javite se, če me vidite, če me slišite, če vse poteka tako bi mogli, če imate kavico, jaz imam svojo ledeno. Da vidimo, da se pripravimo, tako da. Zdaj, ko boste pripravljeni, če me slišite, bomo začeli z našim dopustom letošnjim, ki je absolutno tema današnje spletne kave. Tako da mogoče minutko počakamo, ali pa tudi ne, bomo videli. Nekaj se pa že napravi. Vidimo in slišimo. Hvala lepa, Katja. Zdaj pa bomo kar začeli. Tako da, jaz bi začela na temi, da vse lepo pozdravljam, tisti, ki ste z mano. In bomo kar začeli. Zdaj, mislim, da je nas vse malo zmotila ta situacija, ki se letos zdaj dogaja, in smo kar naenkrat ne vemo, kam bi šli, kaj bomo s poletjem, kaj če ne bomo mogli iti nikamor, kaj če bomo mogli ostati v Sloveniji, hujžga. Tako da zdaj bom jaz malo povedala, kako sem si jaz to zamislila, oziroma današnjo spletno kavo bom v bistvu razdelila na dve regije, ki se bom malo bolj osredotočila. Slovenija je ful mala država in je dejansko lahko toliko stvari že narediš v enem dnevu, 2 dnevih ali pa celem tednu, da je lahko bolj kar malo preveč vsega. Čeprav so nekateri zelo mnenja, da je mogoče Slovenija premala, da se ni nič za videti, da se pejmo ven. Jaz to vse razumem, jaz sem ta prva, ko bom šla na letalo in bom tako, ja, super, se vidimo. Ampak mislim, da je ta letos super priložnost, da pa spoznamo mogoče Slovenijo, slovenski turizem, kar Slovenija ponuja. In vem, da najprej vsi si želimo iti na morje. Kaj je najprej, kar mi pomislimo, ja, Hrvaška, pa morje, pa ja, zdaj ne bo tega, pa ta kamp zjutraj, ko se zbudiš, pa imaš ti svež kruh, pa morje je tam, pa škržati, kaj pa zdaj? Tudi slovenska obala ima toliko super idej, čeprav vsi, ko pomislimo na slovensko obalo, ja, aha, Portorož, pa tisti hoteli, pa tista plaža, kaj pa druga za videti? Ni. Zdaj, če odmislim, da je tam portoroška plaža, ki jo mogoče res si ne želijo vsi na kupu sedeti, je v bistvu dosti drugih alternativ. Zdaj super, Portorož in Piran lepa, krasni hoteli, krasna ponudba, ampak, če si pa mogoče drug zaželi kaj druga, je pa ena super možnost v Marini Portorož, in se reče Marina Lux in so v bistvu hišice na vodi, mobilne hiške na vodi, kar pomeni, da se še vedno v samem srcu Portoroža še vedno lahko uživate v slovenski obali, ampak niste v hotelu. In te mobilne hiške ponujajo res en tak luksuzni feeling, kot da ste na jahti, ampak ste v bistvu na pomolčku in ponujajo vse, imajo terasico, džakuzi in mislim, da v bistvu 5 hišk skupaj v Marini Portorož. Zdaj res je ta pomanjkljivost, da mogoče ni plaže zraven, ampak tako sem rekla, da je Portorož oziroma obala tako majhna, se lahko gre na plažo kamorkoli. In je taka ena super ideja za v bistvu počitnikovati na jahti, čeprav ni tvoja jahta. Tako da jaz bi se ful rada tega udeležila in mislim, da bi, če bo čas, letos to res probala. Tako da malo luksuza v Portorožu tudi ne bi bilo škoda. Tako da to je ena taka, če nočete iti v hotel, bi šli pa vse na morje. Potem je pa tukaj seveda kamp. Vsi si želimo iti v kamp. Kaj lepšega kot zjutraj se zbuditi na morju, na Hrvaški. In zdaj pa imamo pa tudi kampe v Sloveniji. Zdaj mislim, da en izmed lepših oziroma najbolj urejenih, si hočem trditi tako na slovenski obali, je kamp v Ankaranu oziroma kamp Adria in zagotovo sodi med lepše in bolj opremljene kampe v Sloveniji, vsaj tam na obali je res bogata, dodatna ponudba in vam
pač mogoče ni res spet najlepša plaža, ampak vam omogoča in notranje in zunanje bazene res opremljene. Imajo pa tudi savne, masaže, skratka vse na kupu. Poleg kampinga na parcelah imajo tudi mobilne hiške, in ful dodatne ponudbe, se pravi sup, kanu, lahko v bistvu preživite vi aktivne počitnice, obenem pa se še vedno v ležernem kampu, ker mislim, da je, ko mi rečemo gremo na morje, itak ne pomislimo na druga, ker pomislimo na Hrvaško, to je morje in vsi smo ga tam preživljali, ampak tudi v Sloveniji imamo lepe kampe in mogoče na malo drugačen način zasnovane, kot je na primer kamp Ankaran je res tak lep kamp za lepo urejen, luksuzno urejen, tenis, nogometna igrišča, to. Zdaj, če se pa mogoče želimo vrniti malo bolj k naravi, je pa res malo kratek kolesarski izlet mogoče odmaknjen od Portoroža in se hočemo odmakniti od tega vrveža in bi si želeli iti malo bolj v senco dreves. Se pa reče kampu Kaki plac. Zelo lušen kamp, mali kamp, družinski kamp. Mislim, da sprejme okrog 40 ljudi. In v bistvu res ponuja senco, zeleno naravo. In res edinstvena namestitev s takim res občutkom tak domač občutek, no, ker mogoče nekje pa tudi ne dobiš, ker je res toliko mali, je res za 40 oseb, ni pa čakati tega vrveža in tega masovnega, ki si ga vsi predstavljamo, ker rečemo, Portorož, ja, vsi so ljudje kar na kupu. Je to res tak odmaknjen prostor, tako da je zelo lepo za pogledati in je v bistvu odlična točka za kolesarska točka, za do Pirana, ali pa se pravi skozi Parenzano, skozi teh predorov, za kolesarske poti, do Krajinskega parka Strunjan, res so super povezave in je v bistvu, ko sem rekla, zadnjem delu, zapuščenem delu slovenske obale in je bil ta kamp v bistvu zgrajen na zaraščenih terasah, ki so v preteklosti se uporabljale za poljedelstvo, sadike oljk, vinogradništvo in je res tako še zdaj bogato z rastlinjem, no, vseh vrst. Tako da se tudi dosti ekološko usmerjajo, če se le da se povezujejo z lokalnim prebivalstvom, za hrano, pijačo oziroma tudi napotijo za izlete. Nudijo svoja kolesa, tako nova kot pobarvana, popravljena, stara, ker se res trudijo, da so dosti ekološko usmerjena. Tudi energijo črpajo, del iz sonca, tako da je res v bistvu nazaj k naravi, kot v bistvu lahko ljudje hitro moti zdaj ta prevelika urejenost na naših novejših kampov, kot so bili včasih, ko je bilo res narava, pa ti, pa tvoj sosed tam nekje. Tako da je v bistvu glede tega se mi zdi zelo zanimiv kamp. Zdaj pa mogoče glede plaž na sami obali. Mogoče meni najljubša plaža je plaža Mesečev zaliv, se pravi, tako sem prej rekla, Krajinski park Strunjan, kar je tudi zelo dobra turistična točka, lep sprehod, kolesarski, kakršnokoli. In zakaj meni ta plaža najbolj všeč tam in če bi šla zdaj jaz na obalo, bi definitivno hodila tja na plažo, če bi imela možnost. Del plaže je urejen res betonsko, ni panike, se lahko z avtom čisto pripelješ do tja in zadnja. Greš malo naprej, peš, lahko hodiš v bistvu čisto ob zalivčku in se usedeš tam, kamor te paše. Lahko najdeš svoj zalivček, po kamenčkih, moraš malo prehoditi, ne moraš se glizati do avta, ker do avta se zapelješ do tistega kamnitega dela. Greš potem ob zalivu in se lahko ustaviš s svojimi prijatelji, svojo družino, kjer ti paše, v katerem mestu med kamenčki in imaš pa v bistvu več zasebnosti, bolj čista voda, kamenčki in je vsaj meni ena izmed boljših plaž na naših obalih. No. Predvsem pa tudi Simonov zaliv Izola, pa Fieso bi tudi mogoče imela rajš kot pa Portorož pa Piran. So pa tudi super in za izlet je meni slovenska obala, kaj si češ lepšega. Lahko živiš v enem kraju in greš vsak večer v Piran, ki je tudi super za sprehod, zvonik, muzejev, za otroških aktivnostih je toliko, da v bistvu jih ni veliko, no. In je v bistvu slovenska obala meni glih iz tega trenutka, da lahko si v Ankaranu, naslednji dan si v Portorožu, potem si v Kopru,
obdelaš v bistvu vse, pa ne rabiš stanovati v hotelu oziroma se vsak dan seliti in prenočiti in videti vse te stvari naenkrat. Tako da iz te smeri je meni Obala zelo super. Kaj pa še drugače početi v Obali? Zdaj smo obdelali malo namestitve, pa Piran in Portorož, potem tako sem rekla Krajinski park Strunjan in pa Forma Viva. Forma Viva je ena taka lušna sprehajalna pot, ki je v bistvu na poti pa najdete zbirke kamnitih skulptur, ki se nahajajo v bistvu na prostem nad kampom Lucija, ki ga mogoče pred nisem omenila, ampak je tudi luškan kamp, zraven vsega, mali kamp in je ta Forma Viva v bistvu nad njim, zelo lepi sončni zahodi so tam, zelo lepe slikce so tam za vse ljubitelje Instagrama in je resno, te kamnite skulpture so, ki so nastale v sklopu mednarodnih srečanj kiparjev, mislim, da je 50-60 let nazaj in je taka zanimiva pot. Isto za kolesarje ali pa za zgolj sprehod tako malo. Tako da to je ena izmed super sprehajalnih poti. Parencana, kolesarska pot, ki je v bistvu preurejena po poti bivše železnice, ki je vodila od Trsta do Poreča, čez tunelček. Lepa kolesarska pot, ne preveč zahtevna, tako da tudi za tiste, ki mogoče nismo najbolj zagreti športniki, najbolj zagreti kolesarji, tudi mi zmoremo to. Tako da tudi to je super za pogledati. Potem ene edine Sočalovske soline, kaj bi brez njih. Še zdaj lahko tam greste pogledati pridelavo soli, obiščete muzej solinarstva ali pa preizkusite zdravilne učinke slanice in solinskega blata v spaju na prostem. In sicer Lepa Vida spa. Je mali spa, v bistvu res na taki na nekem betonu je spa z bazenčkom in v bistvu ležalniki in je res taka lušna stvar, enodnevna, ni za prenočitev ali pa karkoli, ampak je zelo lepo za eno popoldne se malo sprostiti vsega športanja, če gremo na bolj športne počitnice. Tako da to je, kar je mogoče Obale, dela Obale. Jaz sem za to, da bi se res šlo na slovensko obalo, ker se mi zdi, da je zelo premalo cenjena, čeprav imamo 11 km obale, kot rečemo, je zelo lepih malih krajev, ki niso toliko poznani, pa to zdaj sem jaz naštela glih 3, pa jih je mogoče res veliko več. Tako da zelo veliko aktivnosti, tudi čez dan, tako kot zvečer, športnih aktivnosti, sprehajalnih poti, tako da Obala je zakon. Zdaj pa gremo mogoče malo v gore, na šport. Za vse ljubitelje športa, ki mogoče niso zdaj za samo posedati na mreži v kampu in se sončiti, kar je mogoče meni najljubša oblika počitnic. Gremo pa malo na šport, sploh zdaj po tej karanteni, malo kave spet. Sploh po tej karanteni se bo treba malo športati in iti kam na Gorenjsko. Zdaj, če rečem Gorenjsko, vsi tako najprej pomislimo, Bled Bohinj, super kremšnite, jezero, otoček, to je to, ne? Ampak ne. Dosti več stvari je, ki še za pogledati, tako da poleg Bleda in Bohinja, ker so itak super destinacije in vredne ogleda, bi mogoče si izpostavila v bližini Blejskega jezera, se reče Garden Village, in je v bistvu ponuja res odlično bivanje v naravi, je resort in ima, mislim, da 5 različnih tipov namestitev, ki ponudijo res en tak luksuzno doživetje narave. Tako res, kdaj ste nazadnje spali v hišici na drevesu ali pa na nekem pomolu v šatoru? Že dolgo ne. In je, mislim, imajo hiško na drevesu, šotor na pomolu, šotor na drevesu in pa 2 apartmaja. Tipa glamping, če vam mogoče znate bolj predstavljati, ker nimam zelo slikovnega materiala. Tako da, res mi ponujajo možnost bivanja, restauracija in ob potočku, se pravi, je tudi privatna plaža, če se hoče spet odmakniti od gruče ljudi, in pa paviljon, kjer nudijo savne in masaže. Tako da je v bistvu resort in malo odmaknjeno od vsega in je zelo res v osrčju narave, mirno, lepa narava, okrog zeleno, res tak za sprostitev. Je pa v bližini Bled,
se lahko kadarkoli vrnete v Bohinj, na Bled, in je zelo vredno ogledano, oziroma vredno doživetja. Če pa v bistvu ste tak tip, da bi zdaj to cel teden preživljali ali pa 5 dni, bi pa sami izkusili to, se mi je pa zdela zelo zanimiva stvar bivanje med krošnjami, kjer pa lahko v bistvu je postelja na drevesu in je v bistvu tako bolj dnevna, ena noč, vam nudi tudi zajtrk, večerjo, zraven je pustolovski park za dnevne aktivnosti, je pa v bistvu tudi mislim, da doživetje, lahko jih spi od 2 do družine 6, je v bistvu postelja na drevesu, tako da tudi zelo super izkušnja sploh za kak dan ali pa kaj takega. Tako da to, zdaj pa, če gremo bolj na pustolovske oziroma bolj na pohodniške in kolesarske dele, je pa v bistvu primer kot nekakšnega izleta, je pa bil mogoče za ljubitelje kolesarstva in pohodništva bivanje v gozdu Martuljek. Zakaj gozd Martuljek? Najprej je res čudovito naselje, zmes alpske narave, gorski slapovi, ful bogata res dediščina, etnografska, in je v bistvu 1001 izlet možni z gozda Martuljek, naprimer s kolesom. Velika večina, ki bom zdaj naštela, je iz gozda Martuljek oddaljena, mislim, da cirka 10 km. Zdaj, kak kilometr gor dol, ne bom zdaj naštevala vse kilometre, ker pa samo preveč številk, ampak je super za biti v bistvu aktivne počitnice s kolesom ali pa peš, če vam je lahko tudi z avtom. Ampak se mi zdi, da je dosta taka idealna lokacija, velika možnost apartmajev in vsega, tako da za prenočitev je res ogromno možnosti. Edino, kar bi mogoče povedala prej, kar ni oddaljeno 10 km, da ne bom dala vse v isti koš, je Blejski Vintgar. Zdaj, enega poznate samo kot Vintgar, Blejski Vintgar isto, je v bistvu 1,5 kilometra dolga soteska na Gorenjskem in je res lepa naravna znamenitost, toliko barv, toliko lepote, v bistvu na enem mestu toliko zvokov in krasno urejena pot lesena med tem in zaznamujejo sotesko te res strme stene, ki so mislim od 50 do 100 metrov. In to so naša prva turistična urejena korita in so tudi zaščitena kot naravni spomenik. Tako da mislim, da bi bilo zelo lepo, da se ga Slovenci malo bolje ogledamo in je res ena lepa izkušnja oziroma stvar, ki se lahko da tudi na dnevni izlet, ampak če smo že tam, lahko to super opravimo, mogoče preden gremo prenočiti v gozd Martuljek, ker to, kar bom pa zdaj nazdela, je pa res vožnja s kolesom stran. Tako da, kot prvo mogoče potem, ko smo nastanjeni v gozdu Martuljek, da sem to tako spromovirala, je v bistvu Kranjska Gora. Kranjska Gora je tudi poleti zelo super, ne samo po zimi in smučanjem in ponuja res veliko stvari za početi tudi v bolj toplejših mestih in mogoče kar jezero Jasna, kar v bistvu označuje dve umetni manjši jezeri. In par let nazaj so super spremenili okolico jezera, zelo lepo uredili z novimi mostovi, pomoli in z novim razglednim stolpom in je zdaj v bistvu dostop do vode še lažji, še bolj privlačnejši in je res, se lahko pride do neposredne bližine jezera, lahko si privoščite v Brunarcah kavo, sladoled, tortico, karkoli za pojest, naredite piknik, otroška igrala so, tako da je poskrbljeno tudi za to. Voda je dosti mrzla, tako da če niste mogoče bolj pogumen tip za se vžiti v vodo, lahko najmete sup, kanu in v bistvu preživite soliden dan na prostem jezeru z veliko aktivnosti, v družbi sami, karkoli. Tako da zelo lepa destinacija, dostopna s kolesom in ni tako zahtevna pot, da je spet ne bi, da lahko naredite tudi amaterski kolesar. Tako da to. Potem pa seveda še Planica. Iz Planice ne skače samo Peter Prevc in ostali naši orli, ampak je tudi zelo zanimiva v toplejših mesecih. Lahko si ogledate njihov nordijski center, kjer vam nudijo vodenje, pove malo o zgodovini, kar je mogoče tudi pomembno za nas Slovence, da se naučimo o našem zakladu Planice. Tako da ponujajo vodenje, zipline, aktivnosti dodatne, potem vetrovnik, če se komu zalušta leteti,
kar je mislim, da meni zelo super. Tako da res aktivnost in za otroke in pa mogoče za malo odrasle, ki jih pa zanima kakšna zgodovinska stvar oziroma dodatna stvar planice in vse, kako to poteka. Tako da je ena super aktivnost. Potem je ena izmed še stvari, v bistvu zadnja, ki jo bom zdaj omenila v tej sklopu iz leta, naravni rezervat Zelenci, seveda izvir Save Dolinke, še posebno je zanimiva ta smaragdna barva jezera in pa mislim, da so rate Zelenci kar priljubljena Instagram točka za lepe slike, za vse ljubitelje Instagrama, zelo lepe slike so. Potem pa, ja, evo, še zadnja stvar je pa Slap Peričnik oziroma Mojstrana. Blizu Koče pri Peričniku boste že zaslišali ta zvok šumenja slapa. In tukaj je mogoče malo bolj strma pot, vzpne, ampak ni dolga. In sta v bistvu slapova dva, zgornji in spodnji slap. Slednji je bolj znan nam kot Slap Peričnik. In čisto, če boste šli čisto do vrha v poletnih časih, ko je veliko vode, se sicer zna zgoditi, da vas malo zalije slap in ste mogoče malo mokri, ampak ni to nič panike poleti, ker je tako topel, drugače pa res lepa sprehajalna pot. No, poleti imate pa še zastonj tuš. Tako da to bi bilo, kar je bilo tega aktivnega izleta, ki sem si ga jaz zamislila. Se mi zdi, da tudi mogoče kdaj pašejo počitnice, ki so bolj aktivne, ne samo preživeti v apartmaju ali pa na plaži. Tudi možnost, ampak se mi zdi, da lahko Slovenijo ali pa kjerokoli drugo državo, no, ampak zdaj, če govorimo o Slovenijo, dosti bolj spoznaš skozi aktivno preživljanje in hojo malo krog in sporazumevanje z lokalnimi prebivalci, tako da je v bistvu ta ideja super. Zdaj vem, da še absolutno pa tudi prije upoštev še Bovec, pa naprimer kamper na Linček, ki ima res 1001 aktivnost, dodatno rafting, kanuji, je pa to pač možnost, da tudi tam se potem karkoli vidi okrog. Seveda pa pač tako sem rekla, Boh in Bled, absolutno in še celotna Gorenjska, ki je zdaj sploh nisem niti približno pisala, ne, pa je menil že 100 minut, pa pač je res čar te Slovenije, da se nisem da dotaknila še niti pol regij, pa se lahko že marsikaj naredi, že marsikaj kakšna ideja, ampak se mi zdi, da počasi z informacijami. Potem pa mogoče, da zaključim malo okoliških idej. Zdaj, če niste mogoče tak tip, da bi šli kam daleč, oziroma daleč v Sloveniji, pa da bi sam tukaj mogoče skočila za vikend ali za par dni z otroci, s kolegi, karkoli. Dva kampa, Forest Camping Mozirje ali pa Naturplac na Škali. Zelo lušna kampa v naši, blizu nas, blizu Celja. Tako da imajo v bistvu lahko si sami prinesete šotor, najamete njihov šotor ali pa bivate v eni izmed njihovih savinjskih hišk, ki je v bistvu narejena lesena hiška, notri pa imate vzmetnico in posteljnino, če mogoče ne rabite šotora. Zraven pa ponujajo in rafting, jadranje s padalom, kajak, jezdenje, plezanje, kolesarjenje, super poti so za kolesariti okrog. V bistvu imajo noter kuhinjo, jedilnico, vse, kar si želite, poleg aktivnosti, ki jih oni ponujajo. Spet tak domač občutek, ker je kamp mali, ni tega množičnega in silnega poletja. Tako da se lahko res zelo zabavate in vi in družina, prijatelji, da mogoče imate kaj zadelati, ali badminton, če ne druga, magari spuščanje po reki Savinji, tako da otroške igre, res. Še pa še, če hočete aktivne počitnice, mislim, da so v Sloveniji sploh za to. Zdaj pa še vedno je pa druga možnost, so pa terme in bolj počivanje, sprožanje. Zdaj eni grejo to za cel teden, mogoče vikend, naše terme, Laško, predvsem pa seveda Rogaška Slatina, ki je raj med termami in zdravilišči, tako da če pa hoče kako tako preživetje, je pa seveda tam super ideja. Tako da jaz mislim, da je letos najbolj pomembno, da hočemo oziroma podpiramo turizem tako v Sloveniji in se pač trudimo spoznati Slovenijo, ki v bistvu se mi zdi, da dosti ljudi ne pozna in ne hodi okrog. Tudi jaz moram reči, da ta prva
ko se posipam s pepelom, da grem na letalo in odidem čez mejo, tako je en pocen let in dejansko tudi ne vem, če poznam toliko Slovenije, ko bi si jo jaz želela. Tako da mislim, da je letos super priložnost, da gremo in si kaj ogledamo. Zdaj, jaz mislim, da ali slovenska obala, ali pa gore, ali pa karkoli druga si zamislite, je boljš, kot pa če pet doma. Tako da, čeprav si tudi doma lahko naredimo bazen pa šotor, ampak je, mislim, da prav ta čar, da smo z nekom, da gremo, pa čeprav ne gremo čez mejo, pa ne gremo na Hrvaško morje. Je, mislim, da je ena super izkušnja in da se lahko tudi v Sloveniji zna veliko doživeti. No. Tako da to bi bilo to. In dejstvo, da smo zdaj je v Sloveniji res toliko stvari, da lahko greš en dan, 3 dni lahko greš na obalo, pa 3 dni lahko greš kolesarit med Bledom in Bohinjem in si še vedno izkoristil cel teden počitnic. Tako da to bi bilo zdaj mojih kratkih informacij o kam na kratko po Sloveniji, da vas ne bom preveč mučila z vsemi podatki. Bi pa vas na tem mestu, preden če vam to vprašanje, povabila na našo 4. spletno kavo, ki bo naslednji teden v torek in sicer z enim in edinim Klemnom Sagadinom. In se bo spet dotaknila teme turizma, tako da smo se super povedali. In bo sicer govorila o turizmu po koncu epidemije koronavirusa, ki nas sedaj obdaja. In kaj se nam obeta, s čim se bomo soočali v turizmu, kako se bomo lahko prilagodili. V bistvu tako da malo nadaljevanje tega, kar sem mogoče zdaj začela. Tako da super tema, pridružite se nam naslednji teden v torek. A, če ste pa mislili, da je to konc, še pa ni, ker imamo za vas še eno spletno kavo v četrtek. Tako da 2 za ceno ene. Je pa spet spletna kava Sento o osnovah promocije dogodkov. To bo pa v četrtek 23. aprila. Že sploh ne vem več, kjer dan je. Se pravi, četrtek 23. aprila, spet o 5. spletna kava Sento. Tako da to smo zdaj vse lahko povedali. Zdaj pa, če imaš še drugo vprašanje o turizmu, kam greste vi, če ne pa je to. Če nima noben nič zapovedati, upam, da se vidimo na slovenski obali ali pa kje drugje. Tako da to. Ne? Potem pa se bom zahvalila vsem, ki ste bili danes z mano. Vse lepo pozdravljam in se vidimo. Mogoče bomo naredila še part 2, ker je toliko stvari v Sloveniji za pogledati. In ja, pozabila sem spiti kavo, upam, da ste spili kaj kavice na spletni kavi s Hano. Jaz imam ledeno kavo in ne grem zdaj spiti v miru. Tako da lepo se imejte in se vidimo. Čau, čau!